Dragi gledalke, dragi gledalci, mi smo na pripravah nogometnega kluba Domžale. No, bolje rečeno, trenutno smo v hotelu Melja Koral v Umagu. Tukaj so naši fantje, naša ekipa, niso pa edini. V tem hotelu je tudi ekipa nogometnega kluba Rijeka in madžarske zasedbe Budafoki. Tudi z njimi se bomo še pomerili na pripravah. In če ste za to, bomo zdaj naredili nek tur, en tak kratek pohod po našem hotelu. Prihajamo v del, ki je namenjen za sprostitev. Po seveda treningu, po kosilu, tule v lonžu naši igralci radi spijejo kako kavico. No, vidimo pa tudi tehničnega direktorja, ki se že pripravlja, kako naj bi izgledal dan. Pejte z mano, bomo našega takarja poprašali. Dober dan, Robi, kaj najraje pijejo igralci Domžal? Kaj naročajo tule pri vas? Čaj in kavo. Čaj in kavo. Pivo ne pijejo? Ništa. Pravi športniki, tako je prav. Restauracija je po stopnicah. Ama, to je to. Gremo pogledati. Zdaj pa smo že v jedilnici našega hotela. Potrebno je povedati, da se tukaj res dobro trudijo, da je prehrana primerna športnikom. Torej, samo tiste stvari so na jedilniku, ki jih športnik nujno potrebuje, zato da v telo dobi prave stvari. Na pripravah namreč ogromno porabijo enih kalorij in seveda je to treba nadomestiti s pravo prehrano. In tu je naša jedilnica, poglejte. Jaz že čakam na kosilo, lačen. A kaj čakam? Čakam na klubski sestanek. Tole je soba za klubske sestanke. Tukaj se zbere ekipa, pogovori pred tekmo, pred treningi, o samih pripravah na njih. Seveda pa ta soba služi tudi za druge stvari. Tukaj se igralci tudi ogrevajo pred treningom. Ko pa je vsega konec, je ta soba tudi soba za druženje in sprostitev. In najbolj priljubljena zadeva glede sprostitve je namizni tenis, po domače ping-pong. Kar nekaj igralcev in članov trenerskega štaba je zelo nadarjenih in verjamem, da vam jih tudi pokažemo v naslednjih prispevkih. Zdaj pa smo že v drugem nadstropju, to je nadstropje nogometnega kluba Domžale. Tukaj imajo svoje kamrice, naši igralci in seveda strokovno osebje. Jaz pa vas zdaj peljem v prav posebno sobo, v katero vam izdam pred vrati. Ja, dejstvo je, da mnogi za tako uslugo, ki se tule notri dogaja, plačujejo težke denarce. Zato na svet, draga mladina, postanite profesionalni nogometaš in masažo dobite zastonj. Mi smo pri sobi za masažo. Poglejmo. O, dober dan. Dober dan. Torej, tukaj je avtomehanična delavnica, delavnica za nogometaše. Tisto, kar imajo mnogi radi, vidimo masažo. Kaj se tule počne? Bandažiramo gleženj. Bandažiramo gleženj. Ja, zgleda, da bo držalo. Fantje, je veliko dela? Je kar dosti dela, zdaj pa še pride. Pred tekmo. Torej, pred tekmo ga je dela največ, fantje so pridni in verjamem, da bo vse tako, kot mora biti. Imamo pa seveda tudi svojo sobo za opremo. Trenutno je zaprta, slišali so, da imam hitre roke in da bi morda lahko ukradel kak dres, zato so jo zaklenili pred mano. Ampak notri je vse po spisku, vse na mestu in čaka, da igralci pridejo po opremo. Hodžić in Molalić sta tukaj notri in zdaj preverjamo, a počivata, a kaj počneta. Dajmo pogledati. Kar pojmo v sobo nogometaša. Ja, vidimo, kar v redu, no.
Kako? A počivamo? Večkaj, ja. Kako je s svojo poškodbo? Dobro, gre na boljše. Zdaj te treninge malo delamo, terapija, potem pa za drugi del pripravljamo že v redu. Tako da za prvenstvo bo, ker ne bo povedal. Tako je prav, držimo pesti. Ja, hvala.